govornico kolega z Inštituta za novejšo zgodovino znatnega predavatelja v dopoldanskem sklopu, znanstvenega svetnika z našega inštituta dr. Zdenka Čepiča, ki bo predstavil referat z izjemno zanimivim naslovom Prevrat in revolucija v zgodovinskem dogajanju dejstva in misli. Zdenko, izvoli. Hvala. Ja, problem je v tem, da 15 minut za tako temo ni nekako premalo, zato ne bom ostal na splošnem ali pa, če hočete, na površnem nivoju. Torej, posamezno, posebno in podrobno pač žal v 15 minutah ne gre. Torej, v mirnih razmerah za državo, družbo in za narod, te so običajno povezane z vojno ali pa s hudo politično in družbeno krizo, sta prevrat in revolucija sredstvo sprememb. Sta načina preloma s prejšnjim stanjem v državi in v družbi. Gre za spremembe z dolgotrajnejšimi posledicami. Prevrat in revolucija sta bilo slovenskim zgodovinskim dogajanjem v kratkem 20. stoletju dva načina, katerih poglavitni cilj je bila državotvornost. Za isti namen sta bila torej dve oznaki. Prevrat in revolucija. Bila sta politični izraz političnih subjektov in njihovem delovanju za svoj narod v svojem času. Prevrat in revolucija, ali pa je bolj točno govoriti o prevratu ali revoluciji. Vprašanje je, ali gre za en pojav, enak pojav, glede na ujemanje z lastnostmi in načinjenostmi z dvema, ali torej za pojav z dvema poimenovanjima, ali torej gre za dva pojava za istim namenom. Ta namen pa je, kako osvojiti oblast brez bistvenega inštrumenta demokracije, torej brez volitev. Kaj je določa razlika med prevratom in revolucijo, če je namen enak? Oboje je način osvojiti oblast v sicer različnih razmerah, a z enakim namenom. Prevrat in revolucija sta sredstvo za osvojitev oblasti, to je jasno. Vsak od teh načinov je bil ustvarjen v svojem času, v takratnih pogojih in je bil takrat edini možni način prevzema oblasti. V slovenščini se prevratu reče tudi prekucija, prevrat pa prekucuh, kar pa ima nedvomno bolj negativno slabšalni pomen. Torej, prevrat v slovenščini ne bomo dostikrat uporabili kot prekucijo. Poleg tega prevrat veže tudi pojem oziroma dejstvo državnega prevrata, kar pa pomeni spremembo na vrhu politične oblasti v državi, torej državni udar. Državni udar je običajno posegel politično stanje v državi na grob način, torej običajno z vojsko. Državni prevrat pa se imenuje tudi puč. Ta pa ima v praksi običajno podoben videz, kot ga ima ali ga naj bi ga imela revolucija, namreč da osvojitev in prevzemanje oblasti spremlja nasilje. Zdaj je vprašanje, ali je bila oktobrska revolucija puč ali je bila revolucija. Tu smo se lani, bom rekel, dosti vrteli okoli tega. Torej, ali je delno osvojitev oblasti bil puč ali je bila to revolucionarno osvojitev oblasti, pa pustimo to za. Glede načina osvojitve oblasti pa so bile tudi osnovne razlike med zakonitim prevratom in nezakonito revolucijo. Niti prevrat, niti revolucija pa nimate zakonske osnove, ampak sta izraz oziroma posledica razmer v času. Legitimnost dobite za svojo uspešnostjo. Zaradi svoje uspešnosti postopite v zgodovino kot znanilca družbenega napredka, odnosno družbenih sprememb. V kratkem 20. stoletju smo v slovenskem doživeli več prevratov ali vsaj poskusov prevrata, revolucija pa je bila ena, ampak ta je dolgo trajala. Vendar, ko je govor o revoluciji v primerjavi s prevratom in upoštevan je tisti del, ki je pogoj za celovito družbeno revolucijo, torej to je prevzem oblasti. Ustaljeno je prepričanje, da je bilo v koncu prve svetovne vojne izveden prevrat, medtem ko je bilo med drugo svetovno vojno izvedena revolucija. Oboje je res, vendar ni vse tako preprosto in ustransko. Vse gre za pojava, ki se nekoliko mešata in dopolnjujeta. Zlasti, ko gre za en bistven namen, to je državotvornost. Prevrat kot revolucija sta bila državotvorni, učinek obeh je bil enak. Z njim je bila dosežena narodna država. Oba načina sta pomenila uresničitev pravice do samoodločbe. No, tisto, ki je ustvaril prevrat in tisto, ki je doseženo za revolucijo, je skupno to, da sta bila oba izraza slovenske državnosti ozko vezana na Jugoslavijo.
Ciljno pa smo Slovenci svoje državnosti o nastanku oblikovanju svoje narodne in nacionalne države v kratkem 20. stoletju odločili 3-krat. Dvakrat je bila to odločitev, da se kot narod za svojo državo vključimo v širšo državno skupnost z etnično sorodnimi narodi, enkrat pa kako iz te države izstopiti in ustvariti svojo lastno, samostojno in neodvisno državo. V slovenskem zgodovinskem dogajanju kratkega 20. stoletja sta bila uspešna 2 prevrata in 1 revolucija. S prvim prevratom je bila dosežena prva slovenska osvojitev takrat sicer še žive, a umirajoče in izginajoče avstro-ogrske monarhije, z drugim, 73 let kasneje, pa je Slovenija postala samostojna in neodvisna država, ko je zapustila tudi takrat že hirajočo jugoslovansko državo. V času druge svetovne vojne pa so bila tudi 2 poskusa vzpostaviti slovenske državnosti, kar se s privratniškim načinom želeli doseči tako imenovane meščanske politične sile. Omenjam le organa, ki sta bila nosilca teh poskusov prevrata oziroma te dejavnosti, torej Narodni svet za Slovenijo iz leta 1941 in Narodni odbor za Slovenijo iz leta 1944, odnosno maja 1945. V svojih namenih sta bila neuspešna, razlog za to pa je mogoče iskati predvsem v dejstvu njune kolaboracije. Za prevrat kot za revolucijo namreč velja, da gre za dogodek z dolgotrajnejšimi posledicami. Pogoj, da sploh lahko pride do posledic pa prevzem oblasti. To je pa bistvo prevrata in politične revolucije, ki ima značilnosti prevrata. Kaj se dogaja na to, kako oblast vlada in kaj posega, pa je drugo vprašanje. Skupne prevratov in revolucije, to je vprašanje oblasti. Prevrat in revolucija sta poseg v ureditev države z namenom doseči spremembo. Prevrat pomeni hitro spremembo oblasti in političnega življenja v državi ali pa za državo. Namen prevrata je doseči politične spremembe na hiter in učinkovit način. Bistvena politična sprememba, ki želijo doseči s prevratom, so običajno povezane z oblastjo in pa tudi z državnostjo. To je sicer značilnost tudi revolucija, ki pa ima poleg hitrih političnih sprememb, te so pogoj za druge spremembe značilne za družbeno revolucijo. To pa popolnoma predrugači družbo. To je pa namreč popolnoma, da predrugači družbo. Za revolucijo mišljena je seveda družbena revolucija z njenim političnim podarkom, povelja, da ima ta predvsem podarjeno razrednost. V prevratu je vsekakor več neposrednega državotvornega momenta s podarkom na oblasti. Revolucija pa ima poleg tega, torej vsebuje še momente spreminjanja družbe. Oblast je v prevratu cilj, v revoluciji pa je sredstvo za nadaljnje spremembe v državi in v družbi. Prevrat in revolucija imata skupni namen, torej oblast razlikujeta pa se v načinu, kako to doseči. Razlika v načinu sicer lahko določa, kaj je prevrat in kaj je revolucija, vendar to ni vedno merilo. Razliko ustvarjajo politični nosilci, zlasti pa njihov končni cilj, ker ga želijo doseči in kako do tega cilja priti. Namen posvečuje sredstvo ali opredeljuje način za dosego sprememb. V slovenski zgodovini v 20. stoletju sta prevrat in revolucija 2 pojava z istim namenom, ki sta se zgodila v različnih zgodovinskem dogajanju in tudi različnih okoliščinah z različnimi družbenimi in političnimi ali hočete razrednimi nosilci. Bistvo prevrata kot revolucija je oblast, torej je zamenjava. Danes že omenjeni pravnik Ivan Tomšič v članku Razpad Avstro-Ogrske in nastajanje slovenske državnosti menil, da je bila slovenska oblast, ki je nastala jeseni leta 18, kot sporedna avstrijski v resnici revolucionarna oblast. In menil, da pri tem ni pomembno, ali je nastala po ustavni poti ali pa na revolucionarni način. Pomembno zanje je bilo, da je bila ta oblast suverena. Poudarek je dal suverenosti oblasti, ne pa toliko na načinu, kako do oblasti priti. Tomšič pa je govoril tudi o sporedni oblasti in menil, da je takšna oblast v vsakem primeru revolucionarna. Kot tako sporedno oblast je leta 18 štel Narodni svet za slovenske dežele in ministrov.
Narodni svet je predstavljal do neke mere vzporedno oblast, takrat še oblast dvojne monarhije. Kdaj je postao iz političnega se pretvoril v političnega oblastni organ, pa je mogoče vprašanje. Vsekakor po nastanku države SRS, ko je imenoval narodno vlado in jo je narodno vijeće potrdilo. Sporedno oblast pa je v času druge svetovne vojne predstavljala tudi slovensko osvobodilno gibanje slovenskim narodno-osvobodilnim odborom, torej, ki je bil formiran že sredi septembra 1941. Ali je bil to, ko se je slovenski narodno-osvobodilni odbor razglasil za edinega predstavnika slovenskega naroda na vsem njegovem ozemlju v času vojne, trenutek revolucije, prevzema oblasti v roka OEP, pa je mogoče razpravljati. Ali je bil to komunistični prevzem oblasti ali je to dejanje narodne revolucije za potreben boja proti okupatorju? To je tudi lahko stvar razprave. Sporednost oblasti osvobodilnega gibanja zaradi podpore ljudi, zaradi njihovega uboganja, torej oblasti, se je jeseni in pozimi leta 1940 v Ljubljani kazalo kot stanje države v državi. Tako, na ta način je torej oblast osvobodilnega gibanja izkazovala svojo suverenost. V slovenski zgodovini se prevrat razume predvsem kot spremembo državno-pravnega odnosa Slovencev z državo, v kateri so bivali, niso pa imeli v njej vseh torej narodnosti, pravic ali drugih možnosti izražati svojo suverenost. Prevrat je tako razumljen kot narodna revolucija in kot prehod iz ene v drugo državo, naprimer iz Avstro-Ogrske v jugoslovansko državo, Slovencev, Hrvatov in Srbov, ali pa iz Jugoslavije v državno samostojnost. V revoluciji, v drugi svetovni vojni pa je šlo za prehod iz ene organizacije države v drugo, torej v drugačno, takšno, ki bo narodom bolj naklonjena, torej v federacijo. Za slovensko revolucijo in drugo svetovno vojno bila značilna podarjena narodno-osvobodilna vsebina. Ta je bila narodno-osvobodilna v dveh pogledih, v odnosu do okupatorja in tudi glede spremembe v jugoslovanski državi, tako na oblasti kot v njeni organizaciji. Bistvo revolucije osvobodilnega gibanja je bilo v prvi vrsti narodna emancipacija in osnovi pravice do samoodločbe vzpostavitev narodne države, torej državotvornost. Slovenska revolucija, ki je bila v drugi svetovni vojni, je bila tako, morda lahko bi rekli, da je bila bolj podobna ameriški revoluciji, s katero so ustvarili ZDA, torej, ko so se osvobodili kolonialnega gospodstva Velike Britanije, kot pa je bila podobna ruski, torej leninski revoluciji. Vsekakor je ta leninska revolucija seveda sledila v drugi fazi jugoslovanske socialistične revolucije. Prevrat leta 18, zapustitev črno-žote monarhije je bila narodna revolucija, medtem ko je upor proti okupatorju in celotno osvobodilni boj v času druge svetovne vojne mogoče imeti za revolucijo, ki je glede narodno-osvobodilnega momenta, ta pa bil prevladajoč v času vojne in imela značilnost tega prevrata. Osvobodilni boj je bil v prvi vrsti narodna revolucija, v obeh primerih je bil poglavitni namen oblikovanja slovenske državnosti. Namen je narekoval in tudi upravičeval sredstvo. Tako prevrat kot revolucija sta imela predvsem narodno-osvobodilni namen. Oba načina, s kateri so oblikovali državnosti, srečujemo Slovenci v 20. stoletju, sta bila glede tega osnovnega namena uspešna. Skupna točka prevrata revolucije pri nas je prevzem oblasti v roke, torej bi rekli narodnih, političnih sil in oblikovanje slovenske države. Z obema načinoma je bila dosežena narodna osvoboditev in je bila oblikovana slovenska državnost. Vsak v svojem času, v drugačnih okoliščinah. V obeh primerih pa je bila ta dosežena slovenska državnost povezana z jugoslovanskim državnim okvirjem. Leta 18 država SHS kot prvo jugoslovansko državo, če lahko rečemo, ali pa malo Jugoslavijo, leta 43, odnosno 45 pa za demokratično federativno Jugoslavijo. Glede na tega, da se slovenska država vključi v jugoslovansko državno skupnost, so bila prevrata leta 18 in revolucija v drugi svetovni vojni enaka.
Bila sta sicer izvedena vsak v svojem času, na svoj način, skupno pa je bilo, da sta bila vezana na Jugoslavijo. Ob oblikovanju slovenske državnosti leta 18 in v času druge svetovne vojne je bilo naprej znano, da bo ta slovenska država del jugoslovanske države. Leta 18 se je slovenska država izkazala kot ozko vezana državnost in državo habsburških Jugoslovanov. O lastni slovenski državnosti takrat niso govorili, ampak so v državi troimenskega naroda jugoslovanskega kot v željeni deželi, kot je pač Fran Šukle takrat v tem elaboratu imenoval torej to jugoslovansko državo. Torej, poudarek so takrat dajali jugoslovanstvu in ne toliko slovenstvu. Prevrat in pretrganje državno-pravnih vezi slovenskih dežel s habsburško monarhijo je imelo značaj legalnega dejanja, kajti s tem, ko je avstrijska vlada 28. oktobra 18 priznala mirovne pogoje, ki jih je avstro-ogrski postavil predsednik ZDA Wilson, je omogočilo oblikovanje države SHS. Vzpostavitev države SHS pa je bilo predvsem nujno in neodložljivo dejanje. Prevrat so skratka morali izvesti, tudi če ga ne bi hoteli. Koliko in kako so v Ljubljani prevrat sploh izvedli, je sicer veliko vprašanje. Ali je manifestacija na Kongresnem trgu 29. oktobra 18 na sliki izraz prevrata ali je počastitev tega, ali je izraz slovenska prevrata imenovanje narodne vlade 2 dni kasneje. Država SHS je bila oblikovana v Zagrebu, slovenska politika v Ljubljani pa je vzela na znanje. Ljudstvo pa je bilo nadušeno. V zvezi s prevratom še bolj pa za revolucijo mogoče tudi vprašanje nasilja. To je sicer bolj spremljevalni pojav politične revolucije, čeprav revolucionarni teror sam po sebi še ni revolucija. Revolucionarni teror je le mogoče sredstvo revolucije. Nikakor pa ni mogoče vsega nasilja v vojni enostavno pripisati revoluciji. Slovenski prevrat leta 18 res ni bil nasiljen. Prav nasilnost ljudstva in reakcije strani avstrijske oblasti so narodni voditelji, izvajalci prevrata, rekli bi preko Cuhi, tega so se najbolj bali. Zato so bili zadržani glede narodne manifestacije 29. oktobra 18 na Kongresnem trgu, saj so se bali nemirov, nasilja in reakcije avstrijskih oblasti. V predsedstvu Narodnega sveta so glede zborovanja na Kongresnem trgu menili tudi, da bodo zborovalci, citiram, neorganizirana sila, katere se moramo bati. To je bilo mnenje predstavnika Josipa Jeriča iz Vseslovenske ljudske stranke v Narodnem svetu. In zato so bili tudi proti izreku prisege zvestobi jugoslovanski državi. Bili so pač oprezni in za prevrat, ki so ga morali storiti, še ta prevrat, ki so ga morali storiti, se mi zdel preveč revolucionaren. Tistega, kar niso mogli politično nadzorovati in usmerjati, jim je zbujalo nelagodje in je zbujalo vtis revolucije. Očitno z veliko mero nezadovoljstva je nastop Mihajla Obstoharja na zborovanju na Kongresnem trgu, torej nastopil je nenapovedan, ko je v imenu prisotnih slovenskih častnikov odrekel prisego habsburškemu vladarju, sprejel ljubljanski škof Jeglič in to označil za revolucijo. Z veliko mero nezadovoljstva. Vsega, kar bi lahko zbudilo reakcijo avstrijskih oblasti, so se slovenski narodni voditelji pač bali. Slovenska politika združena v Narodnem svetu se tako obotavljala tudi glede oblikovanja in imenovanja slovenske narodne vlade. Ko je bilo jasno, da je jugoslovanska vojska obvladuje Ljubljano in je Narodni svet obstavil vojaškega poveljnika štacijskega poveljstva v Ljubljani, sta končno videli možnost imenovanja narodne vlade in prevzema oblasti. Pri tem je imela vlogo tudi ultimativna zahteva slovenskih častnikov za Obstoharja na čelu. Najbolj revolucionarno dejanje, ki ga je slovenska politika izvedla v tem času, pa je bila formalna odstavitev deželnega predsednika Atemsa, predstavnika avstrijske države, ki je dejansko ni bilo več. Slovenski narod pa je poročal, da je Atems bežal. Prevrat v Ljubljani je bil tako uspešno končan.
revolucionarno ali pa vse revolucijsko, pa je bilo imenovanje članov vlade, ki so se imenovali poverjeniki, ker, kot je ocenil Albin Pepeluh, so bili za svoje posle poverjeni od naroda, dejansko torej od ljudstva. Bili so, bi lahko rekli, ljudski komisarji. Sprejemali so naredbe, torej dekrete, kot pač načino za revolucionarno oblast. V slovenski narodni vladi so prevratniški način in način za revolucionarno izvajanje oblasti glede tega zelo izenačita. Šlo je pač za revolucionarni prevrat, torej za narodno revolucijo. Svojevrstni prevrat značajem narodne revolucije bila tudi osamosvojitev Republike Slovenije leta 1991. Ta prevrat je bil za Slovence v veliki meri enak značaj in pomen, kot ga je imel prevrat leta 1918. Pretrgali so državno-pravne odnose z državo, v kateri so živeli. Tudi razlogi so bili torej takrat narodno-osvobodilni. Namen je bil enak, način pa zaradi okoliščin povsem drugačen. V primeru tega prevrata pa je bil to resnično zakonsko podprt. To mu je dajalo možnost uspešnosti in omogočene hitre mednarodnega priznanja in s tem prevratu nastale države Republike Slovenije kot samostojne neodvisne države. O tem je predtem zgodnik. Osamosvojitev leta 1991 je bila po načinu prevrat, v katerem so bili upoštevani oziroma priznani dosežki revolucije s časa druge svetovne vojne glede oblikovanja slovenske državnosti. V slovensko osamosvojitev je bilo peto bistvo revolucije iz časa druge svetovne vojne. Osamosvojitev se je namreč zgodila z naslonitvijo na revolucionarno samoodločbo naroda, ki je bila temelj za slovensko državnost dosežena v drugi svetovni vojni. Ko ali če gledamo na prevrat in na revolucijo razumsko in ne predvsem iz ideološkega zornega kota, sta bila prevrat leta 18, pa tudi leta 91 in revolucija v času druge svetovne vojne bolj enak ali zelo podoben dogodek ali proces in ne toliko različen. Vsaj glede namena oziroma učinka, to je ustvaritev slovenske države. Prevrat in revolucija sta bila v slovenskem zgodovinskem dogajanju v kratkem 20. stoletju v prvi vrsti državotvorni. Po načinu sicer različna, po namenu in po učinku enaka. Hvala lepa.